imajo občutek, da tečejo takole v začaranem krogu, da so v podgani dirki vsak dan, da enostavno ima občutek, da je fotokopija dan za dnem eno in isto in da vedno lovi čas, denar, priložnosti majdajo, ve, da je treba nekaj narediti, da bo enkrat nekaj naredil, ampak ker je ujet v to podganjo dirko, enostavno ne zmore ven iz tega. In zdaj, kaj ga zadržuje? No, pred novim letom sem bila pa jaz pri Tadeju in pri Kati, to sta pa blagovna znamka Sports to People. In to je moje novoletno darilo. Prav elastika, to je elastika za vadbo. Ampak zakaj vam pa jaz tukaj kažem tole elastiko, pa ne za vadbo? Kaj se dogaja, ko imamo neka podzavestna prepričanja? Poglejte, ti se odločiš, da greš naprej, da boš nekaj naredil, ampak podzavestna prepričanja te tako močno držijo nazaj, da naredi tuf, si spet na začetku. In te prizemlji in potem se odločiš spet, ne, zdaj začnem na svoje, začnem delati. In spet, glejte, tokrat te spusti in naredi spet nazaj. Dejstvo je, da dokler ne boste počistili podzavestnih vzorcev, bo vedno ta elastika vas potisnila nazaj. Vedno. Če vi želite, da se vam ne bo dogajalo eno in isto, je treba to elastiko na en način preščipati, prerezati. Predvsem ta elastika, ki nas zadržuje nazaj, so podzavestna prepričanja. No in potem danes, prav na tem seminarju, ena simpatična gospa je do mene prišla, Aleksandra, spremljati videe in je rekla, se jaz tudi enkrat bom, sem zadovoljna službo, se je vse v redu, ampak, ja, vzorci. In zanimivo, da sem ji rekla, veš, zanimivo je, da je možno, da v enem od prejšnjih življenj smo bili recimo prostitutka in če si bila prostitutka in si se prodajala, potem ne boš v tem življenju nikdar nič prodajala, zaradi tega, ker je prodaja prostitucija. In pač se ne želiš prodajati in je to. Se pravi, je bolj varen, da si v takeli podgani dirki, ti lepo šibaš v začaranem krogu, itak si naštimaš toliko stvari, da ne zmoreš iz tega izstopiti in je problem rešen. Rečeš, ne morem, nimam časa, ne da se, ampak v osnovi te pa zadržuje, to pa ni tale ta mehek trak, ampak je tale ta črn trak. Glejte, ostajaš tle, tokle se lahko pač spet nazaj, nič, ali pač sem jaz brez mišic, niti ne vem, nekaj od tega je sigurno. In treba je prerezati to. Pa naslednja stvar spet, pri frizerju sem bila, mehko drugo barvo imam dosti in z mojim frizerjem govoriva. In sva govorila o preteklih življenjih, o tem, kako je v bistvu že nekako vsedušni dogovor, da se z določenimi ljudmi poznaš odprej, z določenimi ljudmi, veš, ko prideš z njimi v stik, imaš občutek, da ga poznaš od nekdaj, da je, ti kot sestra, brat, kot nekdo, ki ga imaš tukaj. In so drugi ljudje, ko prideš, rečeš, ne maram ga, nimaš vzroka. Včeraj je bila pri meni ena gospa na svetovanju in so prišli do zaključka, da odnosi, ki jih ima okrog sebe, je v bistvu ena gospa, ki prav jo ne mara, sovraštvo, da je bila v prejšnjem življenju, jo je dejansko ta gospa, ki je bila pri meni, ubila. Sta bila vojaka in zdaj v bistvu jo sovraž. Glejte, te zadeve so zataknjena energija. In kaj pripravljam? Seminar 1. februarja, dobili boste priročnik, kjer boste lahko šli preveriti podzavestna prepričanja, ki vas zadržujejo v nezadovoljstvu. Eno je zgodno otroštvo, drugo so prepričanja, ki se jih naložimo tam do 11. leta in so prepričanja, ki se jih naložimo v času nosečnosti naše mame in prepričanja, ki jih prinese samo naša duša. In naslednja zadeva, karmične vezi. Tukaj jaz vam bom naredila čist preprost vprašalnik, to boste imeli skripto, da jo boste domov odnesli, da boste imeli točno tisto, da boste vedeli, kaj imate vi za počistiti, ker nimamo vsi isto za počistiti, dejstvo je, da nekateri imate takole,
tiste vezi, ki vas vežejo nazaj, ja, drugi imate pa bolj sproščene, pa je lažje, ampak vse, dokler tega ne pretrgaš, se ne moreš izstreliti naprej, te veže nazaj, ta elastika ti lahko z voljo nekaj narediš, pa te bo vedno prizemnilo nazaj. In zadnjič enkrat sem govorila z enim gospodom, je rekel, prvo podjetje je propadlo, drugo podjetje je propadlo, kot bi bil nagnjen k neki izgubi. In je spet program duše, tukaj ima nekaj za počistiti, nekaj za predelati, tako da dejstvo je, da dokler ne pogruntamo, kaj nas zadržuje, kaj je tista elastika, ki nas zadrži, ki nas drži nazaj, toliko časa jo ne moramo niti prerezati. Ko pa pogruntamo to in ko začnemo rezati, takrat se pa dejansko zgodi, da se osvobodimo, da lahko postanemo svobodni in da upaš poleteti, da upaš slediti svojemu navdihu, želji, ker vsak izmed nas ima nekaj v sebi, s čimer bi lahko dodal vrednost svetu. Čisto vsak. Tako da, če vas pokliče, da je čas, da malo porežete, da malo počistite, da nekaj drugače naredite in da pridete na drugačno vibracijo, pridite na seminar 1. februarja. Prepričana sem, da se bomo imeli super, če ne druga, lejte, imeli bomo zvočne kopeli in kaj vam še priporočam, prineste s sabo blazine. In takrat, ko bo zvočna kopel, boste lepo ležali na tleh in imeli se bomo super. Tisti, ki ste bili že na zvočnih kopelih, veste, da kako je to ne samo za telo, ampak dejansko za dušo. Tako da vabljeni, pridite, jaz se veselim tega seminarja, ker čutim, da bo dobro. Čutim, da bom s tem mnogim pomagala narediti korak naprej. Lepo se imejte in se vidimo 1. februarja. Pišite se spodaj.